strani Evangeličanske cerkve je med nami škof Leon Novak, ki ga naprosim za nami. Spoštovani svojci žrtev prometnih nesreč, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, policije, Agencije za varnost prometa, Zavoda Varna pot, verski dostojanstveniki, vsi zbrani. Logotip Zavoda Varna pot prikazuje cesto, ki raste v obliki drevesa, v tale hrastsana. Vsaka veja te ceste pa se deli v poti, ki jih obdaja zelena krošnja, ki simbolizira, saj tako predvidevam, življenje in varnost. Sicer pa je o zeleni barvi zapisano, da namiguje na umirjenost, naravnanost, sprostitev, svobodo. Simbolizira življenje, pomlad in svežino. Podnaslov logotipa Zavoda Varna pot pa se glasi: varno življenje, varna mobilnost. Nekaj podobnega je kot definicijo svojega delovanja omenil tudi Jezus, ko reče: jaz sem pot, resnica in življenje. Kristus kot Božji sin nam posreduje informacijo, da je on tisti, ki nam v hudournih, pa tudi sončnih trenutkih življenja zagotavlja varno pot, da on kot odrešenik tega sveta prinaša resnico, ki jo osvobaja in omogoča novo blagodejno obliko bivanja na tem modrem planetu, da ta vstali od mrtvih podarja novo varno obliko življenja in varno mobilnost, ki nas nepoškodovane pripelje na končni cilj. Za nas, kristjane, je to blagodejno sožitje z našim stvarnikom, z našimi družinskimi člani, prijatelji in sorodniki, ki se začne že zdaj. Svojo končno podobo pa dobi po našem vstajenju od mrtvih. Ta Kristusova izjava nam podarja neko novo perspektivo za naše življenje, ki se nam zdi varna in smiselna. Toda življenje človeka se sooča tudi s težkimi, neprijetnimi, bolečimi in žalostnimi izkušnjami. Kje je Bog, kadar boli? Kje je Bog, kadar boli? In naslov knjige avtorja Filipa Janceja, ki v njej raziskuje pomen bolečine, trpljenja, zadnjega slovesa in žalovanja. Kje je Bog, kadar boli? S podobnim vprašanjem se je soočil marsikateri izmed vas, ki je v prometni nesreči ali morda delovni nezgodi, zaradi neozdravljive bolezni, naravne katastrofe izgubil ljubljeno osebo ali družinskega člana. V modernem, tehnološko razvitem 21. stoletju se nažalost dnevno srečujemo s toliko nesmisla, da se nam nehote vsiljuje misel francoskega filozofa Alberta Camusa, ki pravi: obstaja samo en zares resen filozofski problem, samouničenje. Konec navedka. Okoli nas je torej toliko trpljenja, razočaranja in bolečine, da ljudje počasi postajajo obupani in razdraženi, včasih že agresivni. Človeške poti se vedno znova soočajo s simbolom trpljenja in umiranja, s križem. Gledano z teološkega vidika lahko izjavimo, kot je zapisal dr. Brkič, navajam: dobro, da je čez vse naše križe postavljen Kristusov križ in vse križe prekrižal. Zato je hvale vredno vse svoje poti, ker pač ne gredo mimo križa, zaupati Božji milosti. Trpljenje ni zunaj Boga, zato mu lahko zaupamo. Bog ni obubožan,
in usmiljenja vreden Bog, ampak je križani Bog. Konec navedka. Križani Bog je Bog, ki je izkusil trpljenje, ki trpi, ker ljubi, ki je solidaren, ker je sam spoznal bolečino, zasramovanje, izoliranost in mučno umiranje. Evangeliji prinašajo dobro novico. To pomeni grška beseda evangelium, dobra novica, veselo sporočilo. Evangeliji pripovedujejo, da je bilo Jezusovo življenje in delovanje na strani trpečih, žalostnih in zavrženih, vse do njegovega konca na križu. Njegovo osamljeno in boleče umiranje je iz ugašajoče duše iztisnilo vprašanje: moj Bog, zakaj si me zapustil? Oziroma povedano z drugimi besedami, kje je Bog, kadar boli? To je po eni strani tragično, vendar gledano z velikonočnega in odrešenskega zornega kota tudi veselo sporočilo, ki so ga doživeli in doživljalo, ki so ga poosebili in ga poosebljajo še danes vsi, ki trpijo. Trpeči kristjan je človek, ki ne živi svojih lastnih možnosti in sposobnosti, ampak iz Božje moči in Božjega duha. Tako je apostol Pavel lahko poln optimizma zapisal, navajam: vedno nosim v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo Jezusovo življenje. Povedano v prispodobi: človek je ovijalka, ki se poskuša povzpeti do sonca, toda potrebuje čvrsto drevo. Ta opora je Bog, čeprav je svetu zla težko verovati vanj. Vera tako po Trubarjevih besedah stori, da se trdno zanašamo na Božjo preprosto golo obljubo in njegove besede obdržimo do smrti, ter da rade volje in ponižno čakamo na to, kar nam je Bog obljubil. In če se na koncu vrnemo k našemu začetnemu vprašanju: kje je Bog, kadar boli? Lahko z gotovostjo trdimo: Bog je že tu, že od vsega začetka. On preobraža bolečino, saj jo uporablja, da nas uči in krepi, če bolečini dovolimo, da nas usmeri k njemu. Bog se solidarno povezuje z žalujočimi, trpečimi in ubogimi, ter izgrajuje svojo oblast v njihovo prid. Ta vsemogočni se poniža, da bi utrdil in izvedel ta višji cilj. Kritičen pogled na ta svet in aktualna dogajanja, v razmere v njem, nas prepriča, da je potreba po prenovi človeškega značaja velika, da je soočanje s trpljenjem, uničevanjem, smrtjo, nepravičnostjo, lakoto ali revščino za nekatere ljudi na dnevnem redu. In res je skrajni čas, da spremenimo svoj odnos do našega stvarnika in do sočloveka, da torej reformiramo naše razmišljanje, naš način življenja ter upravljanje s dobrinami tega sveta. Prenova naših medčloveških odnosov, ki naj temelji na spoštovanju, nesebični ljubezni, solidarnosti in diakoniji, je eksistencialnega pomena za prihodnost človeštva in tega sveta. To je klic in zahteva Boga, ki trpi in ki se ljubeče in neutrudno zavzema za spremembo človeške biti oziroma našega značaja v pozitivnem smislu. Izognemo se, kot ga imenuje Albert Camus, edinemu resnemu filozofskemu problemu samouničenja. In če se vrnemo na koncu k logotipu zavoda Varna pot in njegovemu indikativnemu klicu varno življenje, varna mobilnost.
potem lahko z krščanskega stališča ugotovimo, da je to tudi ljubezenski imperativ, ki ga Kristus namenja vsakemu posamezniku. Zagotoviti nam želi varno življenje in varno mobilnost, ki sega onkraj realnosti tega modrega planeta, vendar ima svoj začetek že tu in zdaj. Na vprašanje torej, kje je Bog, kadar boli, lahko z gotovostjo odgovorimo, Bog je tu. Pridružil se nam je. Bil je ranjen, krvavel je, jokal in trpel. Podelil je dostojanstvo za vse čase tistim, ki trpijo. S tem, ko je bil in je še vedno soudeležen pri njihovi in naši bolečini. Pripravlja nam novi svet, v katerem po njegovih besedah ne bo več netrpljenja, ne bolečine in ne žalosti. Prizadevajmo si za delček tega sveta že tu in zdaj. Uresničujmo tudi mi skupaj eden s drugim varno življenje, varna mobilnost.